Halo. O, ja. Samo misliš, da... Ne vem, ne stoji mi. A ne, on tvoj je zarolan, ne, se zdi. Čakaj, ti grem pomagati. Da se rola v glavo. Ja, to sem ugotovil, ja. Crko maršal, a? Je, pa. Ne. Ja. Problema? To pa. Naš podcast Rodi ima dakte. Tako. Če pa ni podcast Rodi, sem pa jaz. Kako si že rekel, silence is golden, ne, ampak takoj zatem je pa trak. Silver tape reši vse težave. Ja, dober je. A se mogo malo bolj zlekniti, pa boš. Sam ne zaspati. Ja, sam zbuta me pol, ja, čuj to. Ki v slince pretekla. A sta vidva še dolgo snemala pol? Ta moment, ja. Naj povemo, da je crknil pop filter, že dolgo nismo govorili o pop filtru, že približno odkar jih imamo skoraj že... Od 85 epizode. Ne, prej. Zmislil sem se, ne vem, v kjer epizodi smo imeli pop. Tako smo jih naročili, ne? Smo jih, ne, pa ene par smo bili brez. Ja, ene par epizod, ja, to še po moje 10. Ja, tako. Ja. Prej smo, pa so bili, ko se prav spomnim tega, da smo govorili pop filter, kako je to dober. je bilo. Kako je to dober. Pop filtri so the best. Ne, zgleda malo več, kako bi rekel, bolj si tako, kako bi rekel, sofisticiran podcaster. Ne. Ja, profi zgleda za Ja, Instagram. Tako. Vse, kad da dajemo, ampak ajde. Ne. Če bi, Ja. izgledamo zelo profi. Vi ne vidite, ampak smo zelo profi. Imamo, Zelo smo profi, pa ni matranje s P pa F. tako, imamo pop filtre, imamo studijske slušalke. Ma ne, že če pa en tele kable videl. Mislim, kabli so pa sploh seksi rdeči in črni in grejo skupne. Ne peli, imam jaz tudi zanj eno sliko, ki se je malo pospravljal. Sem hodil poslikati to, kar ni. A ja, zato, aha, ok. Ja, se mora biti pospravljen. Jaz govorim o sofisticiranosti, je bela cesta. Omo to, da. Sofisticiranosti. Ja, to pa ni, ne. Ker to smo. Jaz zdaj- mislim, da zdaj- ta podcast je sofisticiran. Zdaj sofisticiranosti ni. Zaradi tega, ker so ljudje pred nami, ki niso tako sofisticirani kamine. Ja, ker so neki starejši gospodi, ki igrajo na glasbila, ki so sicer starejša, ne, mlajša kot oni, ampak kaj ne. Ja, sem ja, no, tam rekel. No. Ja, Se blaže tudi ne. kva? Je Tudi, blaže tvoj letnik? Ne, ali mlajši? Ne, meni let mlajši. A ja. Po mojem tvoj letnik, A, ok. No, pa smo si tam ki tako. je zavrnil, on je zavrnil pionirčke. Aha, Čeprav pionirčke, ne, mladince. mladince, ne, pa je pa ali To to je. letnik. Če je zavrnil mladince, ker ti jih nisem imel več. Jaz jih nisem imel. Ja, samo po moje bilo to je variralo od šole, ki si bil, veš. A to bo možno? ker Mislim, po moje, ne mi vem, smo bili ugibam. pa, a vi ste imeli tudi narodnega heroja? Seveda. Valjda. Ja, valjda. Mi Kjera- ga imamo še. Kjera šola ni imela narodnega heroja? Ja, Ne, to- ziher. Mislim, razen, ne vem, Franceta Prašerna. A veš, Okay, je ja. zigar, kakšno osnovno šolo. Pa Franceta- Ivan Cankar. Pa Ja. Ivan Cankar, a veš, to je na vrhunki bilo zigar. Pa Kosovel, pa te, kar so. Tako. Te niso imeli. Ampak vse ostalo smo imeli pa heroja. A misliš, da se niso kakšne sam po krajih imenovali? Takrat ne. Da so imeli posod te narodne heroje. Pišuka. Dobro, mogoče kakšne manjše vasino. Lej, ne vem, je za raziskati, a je kdo delal diplomsko ali pa magistrsko ali pa Iz tega, doktorsko. ali kaj? Ja, lej. Ali pa če je bil kdo od poslušalk pa poslušalcev v kakšni šoli, ki se ni imenovala pod narodnem heroju, nam Mislim, to povejte. tukaj mora biti še en, kako bi rekel, en klicaj oziroma ena zvezdica, da to je pred A ja, pred osamosvojitvijo. v ta star držav. Tako, ne, ker zdaj se vse V ta več... star. Ja, drugi itak ne vejo, kva sploh narodni heroj najbrž je. Ja, eni vejo. No, se Ampak pravim, ga ne bomo omenjali, ker nismo tega mnenja, da je. Mislim, oni mislijo, da jih imajo več, ampak lej. Ja. No.
Kot smo že rekli, jaz sem tudi narodni heroj, ki so z Mičetom Per nesla na barikade. Ja, Tovorla. to je bilo... In zdaj, če bom to ponavljal, sam ponavljati moram to velikrat. Ne, da sva enkrat. Vsake 3 ure, skozi. Pod ognjem sta to počela. Ja, under fire. Mičo je bil ranjen v stegno. Na Bjedičevi je padel z motorja. In si ga ti potegnil, si ga vlekel v zaklon. Seveda, tam pri Merkatorju. Še 2 si ustrelil, pa en tank si razturil. To je zgodba zdaj že čez 4 leta, kako Ja, zgleda. Ja. Pol bom šel pa kaj na uno, a veš. Dajte penzijo. Na penzijo. Dajte penzijo. Ja. Vse imamo tle podatke, lejte, poslušajte. Sem bil. Objav 16. Valjda. Kje pa v našem podcastu? Še pomnite, tovariši. Ker smo rekli, da je frej. Ja, no, ja, vsaka vojna jih pol naplav še teh herojev po koncu. Poglej zdaj, kje imajo tele, kje bi imeli muzeje. Se zdaj imeli tudi muzeje. Tok, ki jih je teh herojev še, mislim, je čudno, da je 10 dni trajala, ker bi mogli biti v 2 dneh fertik. John bi to zrihtal v enem popoldnevu. Zdaj pa kaj, Peli, ne moramo iti v intro, ker si šel stran, pizda. Ne, pa poslušalci ne mislite, da je Peli zapustil podcast. Ne. Protestno, nisem nekaj išče spet. Nekaj je zgubil. Smo že v teh letih, da nemo tudi že Švaba nekaj skriva po hiši. Švabo! Alzheimer. Kaj zgubil, kaj išče zdaj? Telefon pa še zmertam. Torej kaj, gremo na avizo? Pejmo. Ne, stop! To si hotel povedati, marce pa to vidim zdaj. Marca imamo. Vsi, ki poslušate to v realnem času, se boste lahko pripravili, ker 8. marca je obletnica premiere radijske igre. Še nekje 8. marca. Pa še, če ste moškega spola, ne pozabite rože kupiti. Tako je. Kupite rožo, bo fajn. Spomnite se na enakopravnost deču, pa to vse skup. Tako. No te zajebali. Ker v resnici ne. No te zajebali, kupite. Lej, ne sprašuj kup. Ne, sem hotel ne bo to reminder. Hotel sem reči, da ne, veš, ne bi smel samo na 8. marca, ampak vsak dan. Lej, vsekakor, ampak lej, dej saj na 8. Dej saj na praznik, to je res. No, v glavnem obeležujemo pa tudi obletnico premiere radijske igre, ki je bila 8. marca leta 1978 ob 22:30 zvečer, tako da jaz bom meni brezalkoholni pangalaktični, ker bo res naredil. Brezalkoholni pangalaktični. Gospod se je obrnil zdaj. Gospod se je zdaj obrnil. Zdaj si moram dati noter, ali pa nekaj, veš, da vsaj orang zabrenal. To pa ja. To pa pol tista zlata opeka. Kalifornijski. Zlata opeka. A misliš, da ti ga ne dajo že v vodo? Misliš, skušari. Ja, ne, veš. To so ga dajali tam v vodo v 50 letih v Ameriki, ne? A pa kar tako vse poprek. Ja, ne, to je bil ta eksperiment, ki ga je CIA počela za... Ja, sem mislil, da so jih kontrolirano, veš, da so jih... Takrat je bilo, niso ga dali tako. Ne, ampak tako, takrat so, ampak so ga dali tudi ljudem, ki niso vedeli, da ga dali. To pa je. Niso pa dali kar generalno v vodo. No, pa imamo pa še en praznik, 11. marca leta 52 je bil rojen Douglas, tako da star bi bil že ful, ampak pač ni, tako da je bi ga. That's life. Ampak lahko tudi v soboto enega pangalaktičnega zvrnete na njegov spomin. Ne zdravje, če že zdravje, če umre. Ne, na njegov zdravje se to reče. Okay. Figure of speech. Dobro. No, zdaj, ko smo pa ti brezalkoholne pangalaktične grloreze obdelali. To je pravga. Ja, valjda, da ja. Sem rekel, da je. Se pravim. Mislim, da so obvezni, da mora biti brezalkoholen zdaj. Da nekaj itak ni recepta sploh. Po moje brezalkoholni pangalaktični grlorez je voda. Čaj. Limona mora biti nenotar. Čaj z limono, pa imaš. Pol saj, ne vem, tale, z meto, veš, da mal bil tak šarfiš. Sej kašen. Pa ne vem, ingver pa nekaj. Če že, mislim.
Se vem. Teh stvari si tudi predstavljam. Mislim, le že brez alkoholnega pera ne bi smeli delati. Kaj šele pangalaktični grlo, res. Brez alkohola pa lepo te prosim. A lahko ene stvari pustimo take, kot so. No? A veš, nehajte ta kofein ven z kofeta jemati, ne? Pa, ja. Ta brez alkoholen peli, sorry, nehajte delati. Ali mu pa saj ne recite tako, no, da ne bo kdo slučajno segel potem, ne, da v zmotnem prepričanju. To bi pa mogli napisati. Nekaj, kar je zelo delač od pera, ampak se dela, da Pijača, ki ni popolnoma različna od piva. Tako. Na osnovi hmelja. V maniri te knjige je to najboljša definicija. Ja. Pa razne brezalkoholne džine, pa te božji. Vino. Ja. Tudi brezalkoholno. Tudi obstaja. Pa je, da so dobra. Ne. Ne. Poročila iz terena pravijo, da ne. Ja, no, mislim, da nikoli nisem bil tako vinovc, da bi brezalkoholno vin pil. Pa je v Ljubljani tega ne moreš dobiti. Tudi v širše. V Ljubljani in šire. Ja, da ne. Ja, tiska je, nisi sicer vzorec je zelo majhen. Ta lobby je pa tako močen, ali kaj? Ja, tukaj pa je. Kristančič pateli so se pa... Da je zandrek. Mislim, ne dvomam. Res ne bi tudi probal, ampak ja, verjamem, pa na besedo. Ne, sam un na žurke, ko sem ga pa pil ta hej z neki ne spomnim se od Brudoga, un je pa... To ni vino. Ne, per. Ja. Un je pa res presenetljivo podoben, ker ljudje, ki so pol ob 3 zjutraj ostali, ker je pač zmanjkalo alkohola, ta je pa še bil, so bili čisto navdušeni, pa se je čisto v redu. Tisti, ki so seveda ugotovili. Ljudem ob 3 si zaupaš. Ne? To je malo tudi, veš, malo je treba s kančkom. S kančkom ti ja. Ampak... Jaz hodim na žure zdaj samo zato, da vidim ljudi ob 3, pa se spomnim, kako je bilo fajn v času. Ne spomniš. Pa si zamišljaš, kako je bilo v času ob 3. Ne se včasih se spomnil, kaj je bilo ob 3. Redko, ampak... Se veš, ne, recimo, rekel, ne, se sebe, kadar se spomniš ob 3, ne, a bi si verjel, da tale per je pa še kar dober, ne. Da ti en razlaga to. Čeprav ne, jaz sem bil tak profesionalc, da mi, ki smo enkrat brez alkohola. Mislim, pa poleg tega, bo še to rekel, alkoholne pijače je zmanjkalo, tako da se je nekdo potrudil, ne, da je šla tista. Je to res, ja. Mislim, s kančkom, kako bi rekel, soli, ali kako se reče temu. No, ampak mi, ki smo probali enkrat, ko smo prišli z koncerta, pa je bil v placu sam brez alkoholom per, smo ga mešali z džinom, pa je bilo pol kar bolj. A z nekim šnopcem v glavnem. Aha, se pravi, tako, kot so delali Američani v času prohibicije. Ja. V bistvu brezalkoholen per, pa njihov per se pol 50 let ni popravil od tega. No, ker niso začeli kraftov delati, se pač niso mogli losati tega slovesa, da ima vse okus tako, da si pol alkohol naknadno dodal. Ja, lej, če so ljudje, to so ljudje se navajeni na ta okus, zakaj bi to spremenil? Ja, moj dedi ga je tako pil, moj fotor ga je tako pil, kam pa še jaz? Kaj zdaj ti spremenijo? Ja, sej tako, ker sem enkrat z enim ocenjevalcem vina govoril, ne? In pač... sem ga spraševal, pač, kako lahko oceniš pač neko tako subjektivno stvar, kot je vino. Ne? Res me je to zanimalo. Ne? In je pač on rekel, da iščejo napake oni v vinu, da ne iščejo, kjer vin je dober, ne? Da ga ti oceniš ampak kjer vino ima najmanj napak za ocenjevanje na tekmovanju. Ne? Ja, je rekel pač, če ti od malega piješ ciknen cvičaka, ne, ti je pač to najboljši vin in je to, ne, in nimaš kaj zajebati, ne. In se meni ti ki je dober, ti mogoče sploh ni dober, ne. Ja. Tako da, če ga je fotor tako delal, je velika verjetnost, da ti bo všeč. Ja. Se veš kako, če je bil tvoj fotor neploden, je velika verjetnost, da boš tudi ti. Ja. No, kot bi rekel, meni drugi vdaja, on dead bombshell, gremo na vizo. Gremo na vizo. Ja, zdravo, to je podcast o štoprskem vodniku po galaksiji. In vsako sezono bolj o življenju v vesolju in sploh vsem.
Čeprav smo včasih divje netočni, smo pa še vedno Aljo? in peli. Hvala za vašo podporo, ocene in ker ste seveda tudi ta teden z nami. Lahko pa, če še niste, poveste še komu za nas, ker vsak glas šteje in prek, kako se tem reče, ustnega izročila se dosežemo več in več poslušalk in poslušalcev. In vsako vas v Sloveniji. To, ja. Tudi v Golgafri Čamovce. Jaz smo še posebej se nam pri srcu. Ja. Ja, zdaj pa pojmo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Tini tu si bil. Ja, valjda, ful se je dogajalo, ful smo bili. Kaj že tista ideja smo imeli? Ja, tista nekaj že dobra ideja, ali kaj že nekaj oddaje. To smo imeli. Ja. To smo imeli. Iz LPP se še niso javili. Shark Tank. Slabo bom rekel LPP. Ja. Treba bo poklicati. Ne pokličejo, mislim. Župana bo treba klicati, da nas ne pokličejo. Mislim, tako, pa to. Tako, ne zrihte. Zoki zrihti. Zoki dela. Če dela. Mislim, zdaj sem hodil, sem šel direkt, sem šel na bus, pa ob 6 pa nič. Mogoče si šel prehmal, ali do 8 začnejo. Ja, sej, kaj pa veš. Treba preveriti. Pa tudi noben ni na Instagramu poslal, da je predvajal. Če slučajno LPP ni, ker vem, da ni, ker sem šel preverjati. Ampak ja. Ben ni tul, mogoče je tul, ampak ben ni zabeležil. Tako da mogoče pa na 25, ki smo jo največkrat omenjali v zadnjih tednih. Malo smo tudi LPP podcast. No, torej, LPP prosim. Mislim, da smo račun za sponzorstvo izstavili. Sej, tako če račun pol preberite na tam na hvalazosaribi.si, pa kar nakažite. No. Ne rabite, da samo neki s fakturam nekih del. Ja. In sam nakažite, Pantreon, ne, to. Ja, karkoli, eBay, vse piše, hvalazosaribi.si. No, vse je to, pejte pogledati, zrihtite. Ja, to je to. Štefica ni poročala, da to z retrogradnim Merkurjem in vesoljci ne drži, kar pomeni, da drži, tako da to je to. Se pravi, če ni demantirala, pol drži. Seveda, če ni demantirala, pol to je to, bolj trdo drži. Ja, seveda. Tako da to je to, kar se vesoljcev tiče. Zdaj pa pojmo na Kvarnik. Okay. Ker zdaj pa prihajajo vesoljci. Ja, zdaj pa res, zdaj pa tako, kaj je Independence, zdaj pa žbum, ne vem, zakaj sem jaz spalil, da je prišel Ford z letečim krožnikom, ker nekako je mogel prideti. Ja. Ampak očitno je tokrat prišel malo bolj, kako se bi temu rekel, pompozno leteči krožnik. Zdaj je v bistvu niti pozno. Je bo se podaril polnega Hefforda. Ponovadi te, ki pridejo, veš, sinovi bogatašov, ki gukajo, se norca delajo. No, se norca delajo, pa te v žitu delajo kroge, pa to, ne. Ta je prišel pa tako, kar resno, ne, da smo tle, veš, bum, ne. Ja, lej, podaril pol Herodca, pa unga, ne, vse, ne. Mislim, skoraj milijon primerov, to je bilo, ne, kilometer pa pol primera, to je res pol šiške. Ni mehna zadevca. To, če se ne balvijo dol ruk, ne razumeš, prije do centra hudič. Ja. Ja, pa do nas je tam, mislim. Ja, pa Jagode tudi ni več. Jagode ni več. Stara cerkva. Jagoda sploh je. Stara cerkva je. Še do kino šiške, po mojem. Ja, kar velika reč, ne. Ja. In tudi Cija ni mogla nič, ne, zdaj reči, da pač je bilo to tako, pa on pa treba. Pa kaj v vodo dati, ne. Kaj v vodo dati, ne. Tako da. Samo le, veš, včasih so res to, ne. A veš, danes se najdel, ja. A veš, ker takrat je Mendecija pokupila celo zalogo, svetovno zalogo LSD-a, ne. In so ga pol to talali tam med folk, ne, ker so pač oni so ugotavljali, da Rusi delajo poskuse, ne, in da probajo pač spreminjati možgane, ne. In so pol oni se tega lotili pa z LSD-am, ne, zaradi tega, ker so... v bistvu, da bojo pripravljeni na vojno, pa to. Ja, imeli so te, a veš, ker se vajanje, če nadzoruješ, ne.
svoje državljane, še boljš pa je, če še kakšne druge. Ne? Ja. Tako Kreteni, lobi sam dal malo več denarja v rock and roll, pa je isto. Mislim, isto. Ne, a veš, mislim, Ni direktno nadzorovanje, ampak vse. Ne vem, pač probali so z drogami, zaradi tega, ker so to itak, oni so te neke švabske pa japonske znanstvenike pobasali, ne? Takrat po drugi svetovni vojni. Ne? Ja. Oni so takrat z meskalinom delali neke raziskave, ne? In pa oni so se pa na LSD vrgali. To bo pa naslednja ta dobra stvar. A veš, čeprav... Sej v bistvu je bila, vprašaj Johna Lennona. Ja. Čeprav, če vprašaš Petera Greena, pa ni bil tako zadovoljen, ker ni se dobro iztekel. Bad trip je bil. Mislim, ne, v bistvu on je imel čisto dobro idejo, da pač, dobro idejo. Malo preveč je bil hipi, no. Ugotovo je, da ta denar ne pomeni vsega in da brez veze to industrija pa to, da treba samo musko delati za ljudi, pa da je fajn, da imaš to, kar rabaš, ne. Se pravi za kakšen per, pa za kakšen trip, kakor je on rabo, ne. Kaj več pa ne. Sam se pač niso strinjali ljudje z njim. Mislim, in to v 60-ih. Ja, veš. A veš, če bi to bolj širš talal, ne, pa vse skupaj, ne, se nekako kot smo že večkrat ugotavljali, te psihedeliki, ne bi te bolj pripeljajo do tega, da imaš rad bolj vse ljudi okoli sebe, kukar ne. Ja. Tako da mogoče zdaj ne vem, če je to glih za vladni eksperiment, ne. Mislim, ne vem, če za neko velesilo, kakor je Amerika, pa takrat, kakor je bila... Ne, pa da 300 milijonov reče nekaj, pa če ne bi nobenemu nič hudega hotel. Ja. 300 milijonov John Lennonov, stari, veš, kako je to dobro. Tisti najbrž pol že spet ne bilo. Ne bi šel do pol ne. Mislim, zmeraj ni dobro, če je enih preveč, ne, najbrž. Vem, samo moraš dati pač ta pravo dozo LSD ljudem na mesec, ne, a veš. Ja. Ne, a veš, ki bojo hotel več, teh 10% odvisnikov pač bo vedno hotel več, ne. Tako je, a pa če so jim, niso jim v Ameriki flor dodajali v vodo. Ja, tudi ja, meni se zdi. Ne, a veš, pa če to pol z LSD-jem probali, da bi kar tam vrgali. Ali pa MDMA, ki še bolj mi se imamo radi. Veš, v droga, ne. Zaprobati. Ja. Spet smo na teh poslovnih, nisem pa mi. Gre, ja, veš, ta poslovne ideje gre naprej. Ja, to ne moramo. No podcast. Ja, pojmo mi nazaj na zračno zaporo, ker po zračni zapori, ki se je odprla in podrla še neki trgovini in prehrambeni oddelek in en hotel, je pol prišla neka brv čez in čez njo je se prkotalil 30 metrov visok srebrni robot, ki je rekel: Pelite me k svojemu kuščarju. Z veliko kuščarju. On ve, ne. On ve, ne. Je vedel robota. Je vedel robot, ve, kdo vlada, ne. Ja. In Arthur in Ford sta gledala TV in se zabavala. Predvsem Ford se je zabavala. Arthur je zaljubljen, klinc. Arthur je vsem. Se mi zdi. On je imel še zmeraj munta spokojen ksiht. Ja, tako je. Ja, ker jih je dosti našparil, odkar je Forda nazadnje videl, pa jih je skos menil, veš, tak, ne boš me. Ne, debes je bilo, ko so povedali, koliko je bilo škode, pa koliko je bilo... Ves cajt novinari sami, koliko je bilo škode, koliko je bilo mrtvih, koliko je bilo mrtvih. Takrat se je rodil ta 24-hour news cycle, očitno, ker so mogli povedati. Pa nič nisem imel za povedati, vas ljubi cajt. To je to. Če se ni nič dogajalo, če je unkar stal tam gor, pa je bil zaciklan v programu. Ja, malo se je migal levo, desno. Malo se je migal levo, desno. Potem je kakšen zvok spustil. Ja. Ampak Ford je pa razložil, da veš, ta robot prihaja iz starodavne civilizacije, ne, demokracije. In ga Arthur pa misliš, sveta kuščera, in pa Ford razloži, da ne, da pač to je nek planet, ki so ljudje, kuščeri so pa kuščeri. Ne. Tako, ampak kuščeri vladajo. Ja, ampak vladajo zato, ker so izvoljeni. Tako? Demokracija. Tako? In da imajo vsi ljudje volilno pravico in da volijo kuščarje. In zakaj ne?
da nikoli ne veš, če bi izvolil Kuščarja, mislim, če ne bi izvolili Kuščarja, bi lahko napačen Kuščar prišel na oblast, tega pa noče. Ja, ali podoben, ali? Malo je, ja. Napačni Kuščari. Napačni Kuščari, ja. Mislim, vsi Kuščari so napačni, ampak kajde. Ja. Ker vemo, tudi Kuščari imajo višinsko bolezen, kar je večkrat omenil v sosednjem podcastu LDGD, ne. Što, da se ti malo zvrti od oblasti, ko pride Kuščar na oblast, ne. Rdeča preproga, pa seveda, varnostniki, pa letiš malo tako z avionom, pa tako pa vsi. Kočije ni več, že od 1800, ne gremo na Dune s kočijo, veš, pa tako ne. Malo dobiš, ne, malo se počutiš, ne. Smo vlak dubelj z Dunaja, zakaj pa kočije? Sam res, lahko šli s cugom. Ne, pri nas tudi ne, boš da ne. Ne, pa ta cug, da Dune gre, čist redo, je lep. Ja, če zdržiš do cela, pol kar gre. Ne, ta lepček, mislim, da je hiter. Ja, se hiter. Ja, se vede, ker se ne ustavlja. Ne stoji pro vsake hruške. Ne, unita v redu so to, mislim, te ICE. Čeprav pa nas gre še zmeraj 40 na uro, veš, ko po Avstriji gre po moje 160, ampak pustimo. Mislim, verjetno gre, ne vem, koliko je zdaj, ampak ja, se tudi pele, no. Ne, se je živa rekla naša dopisnica iz Innsbrucka, da v Avstriji to ne dela. Verjamem pa, da gre hitrejše. Hitrost pa komfort pa to, tako, da vse ne komfort je, to je dejstvo, to lahko potrdim, je. Ja. Se lepo pela, lušenje. Ja, pojmo mi nazaj na Kuščare, ker so spet zatavali nekam. Ampak ja, Ford pove, da nekateri ljudje trdijo, da so Kuščari najboljši od vsega, kar jih je doletel, in da je to kakopak bedarija, popolna in brezupna bedarija, vendar jo je nekdo moral izreči. In Artur, ampak to je grozno. In pol Ford, pikro pripomne, da če bi vsakič, ko nekdo reče, ampak to je grozno, da dubo en altarski dolar, da ne bi bil tle pa čak. Ne, kaj že bilo? Ne bi sedel tukaj kalimona, ki išče džin. In pol vpraša, kaj je pa z džinom? Imaš kaj džina? In ne... Ja, ne, pa Artur ga pa spokojno gleda in Ford takoj vidne, zaljubljen, kva. Ja, ga je skužil. Ga je takoj skužil, ne, in pol pač prizna, da je, ne. V koga, ki ve, ki je džin, to ga je bolj zanimivo. Jo bom videl. In pol, glih seveda v tistem trenutku prije noter Fenčarč. Čeprav vemo, da se je zihar kaj zgodil, sam so uredniki to vendal, ker vemo, kaj se dogaja s knjigami, preden pridejo v širno javnost. In kaj je bilo pol? Fenčarč je bila malo presenečena, ker je videla razbitine na mizi in razbitino iz Betelgeza na kavču. Ja. In Ford je vprašal, kje je džin, in Triljan je vprašal. Ne, pa še takoj mu navrgel. Tako je Artur navrgel, kje pa Triljan, kaj je bilo pa Triljan. Res najboljše vprašanje, kar se ti lahko zgodi. Ker predstaviš prijatelj sosednje galaksije svojo punco. Kaj pa Triljan, kaj pa zno? Kaj pa zuno? Uno pa se več ne sliši. In pol Artur pove, da najbrž si ti slišal. Jo na zadnje. Ne, ni tako, da je na zadnje on videl. Tako je. In pol Ford pove, trače, da najbrž, da kukar je slišal, da ste šla z Zahodom nekam in da imate otroke. Opa. Tako da zdaj vemo, da nekaj se dogaja tam. Ampak, čestitke, ne? Ja, čestitke, Zahod in Triljan obema, no ne vem, po mojem... Mislim, kukar Zahoda poznam, ga bi... Ne, pa če se je čisto umiril. A je točno, se res, čisto umiril. Čisto umiril. Družinski. Družinski, lepo, na easy. Zdaj je vsaj ena od obeh glav bolj trezna kot emu v kisu. Ker smo bili pa pri acidu, ne? Je pa v originalu je pa at least one of his heads is now saner than a emu on acid. Aha. Da, evo, no. Okay. Veš, kako se stvari povežejo. Mi pa v tem, ne? Ja. Ja. Tako da, ampak, veš, se mi zdi, da je doktor Kodre to lepo prevedel, ker v bistvu v naših krajih v 80-ih res ni bilo popularen. Mislim, veš, pivniki niso bili jako popularni. Ja, ne vemo, ne. S tole prispodobom je pa malo bolj ljudem jasno, ne, da, verjeten, ja. Kako trezen je Zahod za res. A veš, mogoče me je tudi gospod Kodre, kakšnega urednika, veš, pa mogoče tega se ni smel napisati. Tudi možno, seveda, se moraš imeti tudi prevajalci imajo urednike. Ja, tako da.
Bob Dylan je imel prav, you gotta serve somebody. Ja. No, in Fenčič vpraša, kdo je to, in Artur Parjav. Ja, Ford Prefect, mogoče sem ti ga kdaj mimo grede omenil. Ja, mogoče. Ja. In ti nisem govoril. Ne, pa sem mi povedal, da je. Sem študiral, ker sem to zdaj še enkrat bral. Kdaj je kaj razlagal? Je ne glih takrat, ko je povedal, da je štopil z modelom enim. Je sam povedal, da bo imel Ford Prefect. Sem šel za nazaj gledati. Ampak res na kratko. Prav tako, kot je rekel. Omenil. Mimo grede ga je omenil, da je poznal enega modela, ki je bil pač ne bla. In pol je pečina obešalnik. Pa smo tle. Ja, tle sem napisal, da bi mogoče bil komad od Stiksov Mr. Roboto, ampak se mi zdi, da je gotta serve somebody tudi kar v redu. Že skoraj boljše. Ja, ker ne. Tudi, veš, čeprav komu pa kuščarji služijo. Zihar so neki alien overlordi. Vodilnemu kuščarju. Ja, tudi on mora nekomu služiti. Tako da ja, imamo komad tedna, Bob Dylan, gotta serve somebody, Mr. Robot bo pa enkrat drugič. Sej prideš v robot. Sej v robota bo še. Bo še robot. Robot je še maljavžen. Kaj, se čemo zahvaliti? Dajmo, ne. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da kuščarji res vladajo temu planetu. Mislim, če je to za vaj novo. Hvala tudi vsem, ki nas že podpirate ali pa poveste komu za nas. Z nami lahko debatirate na Discordu, opravicujme.se poševnica Discord. Na družabnih omrežjih pa smo posod opravicujmo se. Povejte nam, kdaj ste videli ali pa slišali svojega priljubljenega kuščarja nazadnje, pa če je on tisti, ki vlada svetu. Pa če ste ga volili, a se kjer ga drugega kuščarja volili. Ja, se res, kjer ga kuščarja ste volili, tudi to. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi in sosedov kuščar. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa, čau. Adios. Hvala, čau.